Lepo pozdravljeni v ta tretjem videu uvoda v TradingView. Kot že sam naslov pove, v tem videu se bomo učili osnov risanja na grafe v TradingView. Kje se kaj najde, katera orodja imamo na razpolago, bližnjice in dodatne nastavitve. Vse to bomo odkrivali danes v tem videu. To obsega kar precej stvari, zato predlagam, da kar začnemo. Pripravil sem čisto sveži graf, da imamo tako rekoč prazno platno. Preden začnemo, naj samo opomnim, da bom vse risal kar tako in samo z namenom, da pokažem funkcionalnosti. To nikakor ni tehnična analiza, ampak res samo prikaz funkcionalnosti. Pa začnimo. Orodja za risanje imamo tukaj na levi strani grafa. Na gumbih imamo privzeti izbor, recimo če kliknem na tegale, lahko že takoj izrišem svojo prvo linijo. Če kliknem in še malček držim levi gumb od miške, ali pa če kliknem na tole puščico, tukaj, ki se prikaže na desni, se nam prikaže meni s še ostalimi opcijami. Ampak pojdimo lepo od začetka. Spoznali smo že običajno linijo. Za njo obstaja tudi bližnjica na tipkovnici, da vam ni treba vsakič hoditi, klikati tukaj na meni in izbirati iz menija. In ta bližnjica je Alt in T. Torej, Alt in T, jo narišem in če hočem na primer še eno, Alt in T in narišem še to. Ko narišemo našo linijo ali pa če kliknem na njo, na bilo katero izmed teh treh, ki jih imamo zdaj tukaj, se nam prikaže meni z dodatnimi opcijami. Če nas morda moti na tem mestu, ga lahko premaknemo na željeno mesto tako, da kliknemo te pikice, držimo, premaknemo in potem, ko pridemo na željeno mesto, spustimo. Najprej imamo na voljo template, kar si bomo malček kasneje ogledali. Naslednje pa, kot vidimo tukaj, si lahko izberemo barvo. Lahko izbiramo že med nastavljenimi tukaj, lahko pa dodamo tudi katero svojo. Barvo dodamo tukaj preko tegale gumbka plus, izberemo, damo add in jo imamo na voljo. In tudi črta se že obarva v to barvo. Če te barve morda ne želimo več, kliknemo na njo z desnim gumbkom miške in damo Remove Color. Nazadnje pa lahko urejamo še prosojnost, lahko kar preprosto uporabimo tale drsnik ali pa tukaj v polje vpišemo odstotke. Jaz bom dal to kar nazaj na 100%. Na to imamo debelino črte, izbiramo lahko opcije med 1 in 4 piksli, recimo bom jaz tukaj za to našo linijo izbral 3 piksle. Malce naprej pa imamo še stil črte. Tukaj lahko izbiramo med običajno, črtkasto in pikčasto. Zaenkrat bom pustil kar običajno. Recimo, da smo zadovoljni z našim izgledom in bi ga radi uporabili še v prihodnje ali pa na drugih linijah. Gremo na gumb za template, ki smo ga prej preskočili, in kliknemo Save Drawing Template As. Vpišemo ime in damo Save. In zdaj, če hočemo na primer spremeniti še tole linijo, da ima isto obliko, samo kliknem na njo, kliknem na ta gumbek in izberem svoj template. Če pa tega templata morda ne potrebujemo več, samo kliknemo tale križec tukaj zraven in na to Yes in template je izbrisan. Recimo, da s spremembo te linije zdaj nisem zadovoljen in jo hočem vrniti nazaj v privzeti stil. Kliknem tukaj in na to Apply Default Drawing Template. In našo linijo vrne nazaj v TradingView privzeti stil. Na voljo imamo tudi napredne nastavitve. Če kliknem na linijo in na to na tale gumbek Settings, se nam prikaže okenček z ogromno nastavitvami. Pa poglejmo si najprej stil. Tukaj lahko ponovno urejamo barvo in obliko črte. Imamo pa še dva gumba zraven, preko katerih lahko spremenimo konca naše linije v puščico. Kot vidimo, se je zdaj pojavila puščica na levem koncu ali pa nazaj v točko. Imamo tudi opcijo, da podaljšamo levi konec, desni konec
dodamo točko na sredini. Preko te opcije Show Price Labels pa lahko določimo, da sta desno na grafu označeni od do ceni naše linije. Če na primer izključim, od do ceni ne bosta več prikazani. Če izberem linijo ponovno in to nazaj vključim, bosta ceni prikazani. Kot vidimo, ne? Pojdimo nazaj na nastavitve te naše linije. To bom povrnil v prejšnje stanje. Uredimo lahko še prikaz statističnih podatkov ob liniji. Na malček, da to premaknem. Na voljo imamo razliko v ceni. Še malček bo treba premakniti. Kot vidite, tukaj se je statistika že prikazala. Na to imamo razliko v stolpcih, razliko v datumu, razdaljo v pikslih, kod. Preko te opcije Always Show Stats pa lahko uredimo, da je statistika naše linije vidna, vedno vidna, tudi ko ni aktivna. Torej, če to označim in kliknem kjerkoli na graf, da naša linija ni več aktivna, je statistika še vedno prikazana. Privzeto imamo pa namreč tako, da imamo to odkljukano. In enkrat, ko kliknemo kjerkoli na grafu in naša linija ni več aktivna, se statistika skrije. No, aktivna postane tudi tako, ko gremo z miško čez njo. Pojdimo nazaj na nastavitve. To lahko storimo tudi s preprostim dvoklikom na našo linijo. Čisto spodaj pa lahko izberemo tudi, kje želimo, da se nam prikazuje tale naša statistika na liniji. Lahko je levo, lahko je na sredini ali pa po defaultu desno. In to je tudi super, vse te nastavitve lahko tudi shranim kot svoj template in potem kasneje uporabim tudi na drugi liniji. Tukaj tega ne bomo storili, ker že vemo, kako to gre. Naši liniji lahko dodamo tudi tekst, s tem, da kliknemo tukaj na tekst in označimo to polje tukaj Show Text. Izberemo barvo, velikost, obliko, če je poudarjena ali poševna pisava. Nekaj napišemo. Izberemo, kje se nam prikaže, zgoraj, na sredi ali spodaj. To je na primer na sredi, to je spodaj ali pa na sredini, na levi strani, na desni strani. Jaz bom dal kar na top, pa na sredino, tako kot je bilo prej. Na to imamo še koordinate. To pride zelo prav, ko s težavo zadanemo točno določeno ceno. Kaj takega bomo zelo težko dosegli s prosto roko na grafu, zato pa lahko pridemo sem in napišemo željene opcije. Recimo želim imeti za prvo točko točno 66.000, za drugo točko pa točno 57.000. Samo spremenim tukaj in to se lepo avtomatsko spremeni. Sledi še vidnost, kjer lahko urejamo, kje oziroma kdaj se naša linija prikazuje. Kot ste ziher tudi že opazili, pri vseh teh opcijah lahko shranite svoj template, ki ga lahko kasneje uporabite. Pa pojdimo naprej po meniju. Ti dve liniji bom zbrisal, ker jih ne rabimo več. Naprej se bomo posvetili samo tej liniji, ker hočem še nekaj pokazati. To našo linijo lahko namreč spremenimo tudi v alarm. Če kliknem na gumb, dobim vse iste opcije kot pri običajnem alarmu. Le da imamo tukaj izbrano opcijo Trendline. Alarme smo že podrobno obdelali v prvem videu, zato se jim tukaj ne bomo več posvečali. Ta naslednji gumbek zna priti zelo prav. Dostikrat se lahko namreč zgodi, da se pomikamo po grafu, po nesreči primemo linijo in jo tako premaknemo. To sicer lahko popravimo s klikom na Undo in zato imamo tudi bližnjico Ctrl in Z.
Lahko pa to vse preprečimo s klikom na tale gumb in te linije ne moremo več premikati. Če jo želimo ponovno premikati, samo kliknemo ponovno na tale gumb in linija se lahko spet premika. S tem gumbkom lahko linijo zbrišemo, ampak ne uporabljati tega. Enostavneje in hitreje je uporabiti tipko Delete ali pa Backspace na tipkovnici. Povrnimo našo linijo nazaj s Ctrl in Z, kliknimo na njo za dodatne opcije in imamo še te 3 pikice. S klikom na te 3 pikice se nam prikažejo dodatne opcije. Lahko spremenimo prikazni red, da je linija bolj zadaj za ostalimi ali spredaj. Lahko jo kloniramo, lahko jo tudi kopiramo, za kar imamo bližnjico Ctrl in C in potem s Ctrl in V prilepimo. In nazadnje iz tega menuja imamo še opcijo za skrivanje. Kliknemo gor in naše linije ni več. Kako jo povrnemo? Spodaj desno, tukaj na ekranu, imamo gumb Object Tree. Kliknemo nanj in tukaj takoj vidimo tudi, kaj vse imamo narisano gor na grafu. Do istega lahko pridem tudi, če kliknem z desnim gumbkom miške kjerkoli na grafu in izberem tukajle Object Tree. Tukaj lahko tudi takoj vidimo, katera izmed naših linij je skrita. Kliknemo na tale prečrtani uček in se nam takoj prikaže nazaj. Ko smo že pri Object Tree, tukaj imamo celoten razpored naših elementov in indikatorjev, lahko jim preprosto spreminjamo prikazni vrstni red, tako da jih pomikamo med sabo. Lahko jih tudi preimenujemo, da že na prvi pogled vidimo, kateri je kateri. Recimo, če hočemo preimenovati to linijo, kliknem na njo, počakam sekundo in na to spet kliknem in mi da opcijo, da uredim njeno ime. Vpišem ime, Enter in ime je shranjeno. Object Tree zapremo s ponovnim klikom na ta gumb. Poglejmo si še, katere vrste linij imamo. Nastavitve pri njih so podobne ali iste, tako da ne bomo šli pri vseh skozi isti proces. Imamo še puščice, na to imamo še žarke, ko povežemo 2 točki in se nam ena stran avtomatsko podaljša. To je zato, da nam ne rabi recimo linije neprestano podaljševati, ko prihaja novo cenovno gibanje, kar bi lahko rezultiralo tudi v nenatančnost. Dajmo malček to pobrisati. Potem imamo linijo, ki ima že vgrajeno statistiko. Pa podaljšano linijo, ki se nam raztegne v obe smeri in lahko tudi izmerimo kot trenda. Spet malček pobrišimo, da ne bomo imeli vse tako nasmeteno. Te naslednje vam bodo prišle še kako prav. Horizontalna linija ali bližnjica Alt in H ali horizontalni žarek ali bližnjica Alt in J. Naprej imamo linije, ki lahko pridejo prav pri označevanju datumov. To sta vertikalna linija in pa križna linija, ki združi horizontalno in vertikalno na eni točki. Ponovno malček pobrišimo. Kaj imamo naprej? Naprej imamo paralelni kanal, s katerim jaz najraje rišem kanale. To je recimo primer enega paralelnega kanala. Dajmo ga zdaj zaenkrat zbrisati. Naslednji pa je regression trend, ki nam nekako sam poskuša izrisati kanal. Torej, kot ste videli, samo potegnem črto in kanal se izriše sam. Naslednja 2 posebneža sta ravni vrh ali dno.
Ups. Sem malček napačno, to je na primer ravno dno, ravni vrh in še naslednji razširjajoči kanal. Te dva boste po moje kar redkeje uporabljali. Sledi naslednje orodje in to je Anchored WeWeb. Zelo zanimivo orodje, ki si po mojem zasluži svoj video. S tem orodjem si namreč izberete točko na grafu in od tam se potegne linija, ki se računa na podlagi povprečne cene s težo volumna. Morda sicer nisem prav prevedel. V angleščini kratica VWAP stoji za Volume Weighted Average Price. Še en zanimiv trik pri risanju linij, recimo da hočemo narisati ravno linijo in to brez uporabe horizontalne, ki bi se raztezala čez cel graf. Mi hočemo samo eno linijo od ene točke do druge točke in ravno. Kako to naredimo? Torej, najprej bližnjica. Alt in T. Izrišem oziroma kliknem za prvo točko, držim tipko Shift in potem samo grem naprej. In kot vidite, črta ostaja ravna. In enkrat, ko smo na koncu, samo kliknem in linija je ravna in zaključena. Če ponovno primem za katerokoli točko, držim Shift in malček vrtim naokoli, vidimo, da se nam kot pomika za točnih 45 stopinj. To so mali triki, ki nam lahko naredijo kar velik doprinos pri natančnosti. Pa poglejmo, kaj imamo še naprej v našem meniju. Naslednja so razna orodja. Če bi samo kliknil na ta menu, bi se nam izbral Fibonacci Retracement. S tem pa, ko sem držal, se je prikazal poln meni, polno enih orodij. Iz tega celotnega menija boste zagotovo največ uporabljali Fib Retracement, to je ta prvo orodje, ki ima tudi svojo bližnjico, Alt in F, in pa Trend-Based Fib Extension. Je pa ogromno še drugih Fibonacci orodij, vmes so še Gannova orodja. Jaz jih sicer ne uporabljam, so pa vsekakor vredna raziskave in morda bom uredil v prihodnosti posebej video o njih. Ker je precej orodij v tem meniju in bi bil video predolg, če bi vsakega šli raziskovati, si bomo tokrat ogledali le Fib Retracement. Oddaljimo malček naš graf, pritisnimo na tipkovnici Alt in F in najprej naredimo prvo točko in nato še drugo. Naj še enkrat opomnim, da zdaj ne delamo tehnične analize, ampak samo spoznavamo orodja. Ponovno se nam prikaže meni z nastavitvami in kot vidimo, lahko tudi tukaj urejamo template. To orodje za barvanje enostavno prebarva celotno orodje, tako da če komu morda kaj bolj všeč to, meni sicer ni, tako da bom povrnil v prejšnje stanje. Apply default. Tukaj lahko urejamo debelino črt, ki so vmes. Pustimo zaenkrat na enemu pikslu. Naprej pa imamo nastavitve, to nas bolj zanima. Pojdimo na stil in odpre se nam cela paleta nastavitev. Pojdimo lepo po vrsti. Tudi tukaj lahko namreč urejamo linije, le da bolj podrobno. Lahko urejamo linijo trenda, če je sploh prikazana ali ne, njeno barvo in prosojnost, debelino, tudi obliko lahko spremenimo. Nato imamo stil črt nivojev, kjer lahko podrobneje izbiramo. Ti dve nastavitvi sta kar uporabni, Extend Lines Left in Extend Lines Right. V bistvu ta bo še najbolj uporabna zaradi gibanja cene, ki gre naprej v desno in namesto da
neprestano povečujemo to naše orodje, se tako linije in nivoji podaljšajo čez celo desno stran. No, namesto tega pa lahko naredimo tudi horizontalne linije na pomembnih mejah in to orodje zbrišemo. Na to imamo na izbiro, katere nivoje nam prikazuje. Recimo, da tega le nočemo, pa lahko izbiramo tudi barvo posamičnega nivoja. Jaz bom pustil kar tako, kot je. Sledijo še nastavitve, kjer lahko uredimo, da je enobarven, podobno kot prej, in pa tudi prosojnost lahko uredimo. Najboljše, da kar povrnemo nazaj na default nastavitve. Tukaj lahko tudi celotno zadevo obrnemo. Dodajmo to nazaj in na to imamo še prikaz podatkov, kot so na primer cene, nivoji in kje se ti podatki prikazujejo, ali na levi ali na sredini, zdaj sicer ne vidimo, tle so zdaj na sredini ali na desni, najboljše je seveda na levi. Pa glede na višino še, ali je na vrhu, ali na sredini, ali pa spodaj. To je še ena kar pomembna nastavitev Fib Levels Based on Log Scale. Če imate morda logaritmičen prikaz grafa, to uredite s klikom tukaj. Če je tekst v modrem, potem imate aktiviran prikaz logaritmičnega grafa. Potem ne pozabite tega vključiti, da vam bo pravilno računalo. No pa poglejmo, kaj imamo še naprej. Še dodatna orodja za risanje. Prvi je čopič, pa narišimo nekaj krac. Ko kliknem na eno izmed njih, jo lahko še dodatno spreminjamo, in sicer barvo, debelino. To so bile hitre nastavitve, poglejmo naprednejše. Tukaj lahko spreminjamo tudi zaključek črte, ki jo lahko spremenimo v puščico. In lahko dodamo tudi ozadje in spreminjamo barvo in prosojnost ozadja. Naslednji v meniju je marker. Primeren je za razno označevanje in pri njem pa lahko urejamo le barvo in prosojnost. In kaj imamo še naprej? Kvadrat je tudi zanimivo orodje, še posebej primerno za označevanje. Pri njem imamo tudi že več nastavitev, torej barva in debelina črte, tudi prosojnost, ozadje, če ga sploh imamo, ali pa če ga imamo, lahko določimo barvo in prosojnost. In tudi tukaj imamo dve opciji, s katerimi ga lahko razpotegnemo na desno in na levo. Lahko mu dodamo tudi tekst, mu določimo obliko in na to še pozicijo, če je na vrhu ali na sredini, znotraj, spodaj, levo, na sredini ali desno. Najboljše, da pustimo kar po defaultu, čeprav se bolj slabo vidi. In naprej imamo še koordinate, če jih na primer hočemo malček bolj natančneje urediti. Pa dajmo nazaj default nastavitve. Okay. Trik, da izrišemo pravi kvadrat, je pa v tem, da izrišemo najprej prvo točko, držimo Shift in potem samo večamo in večamo, dokler nismo zadovoljni in
kliknemo in naš kvadrat je zaključen. Tako da ja, to je ta pravi kvadrat, to je v bistvu pravokotnik. Sem napačno povedal prej. Naprej imamo, kaj imamo naprej? Elipso. Izrišemo jo s 3 potezami, torej prva, druga, tretja. Če želimo popolni krog med risanjem, samo držimo tipko Shift. V nastavitvah pri elipsi pa lahko spreminjamo le obliko obrobe oziroma črte in ozadje. Kaj imamo naprej? Pod spuščico je tudi zelo uporabno orodje, s tem orodjem namreč označujem poti za naprej. Pa dajmo ga izbrati in s kliki postavljamo točke in enkrat, ko želimo zaključiti, samo dvokliknem in naša pot je zaključena. Pri tem orodju lahko spreminjamo le obliko in barvo črte. Če vam morda risanje krivulj ne gre dobro od rok s čopičem, kot na primer meni ne gre, jaz delam čiste krace, no potem je to orodje kot nalašč za vas in tudi zame. S tem lahko vsak izriše zelo lepo krivuljo in jo potem tudi lahko spreminja po volji. Pod nastavitvami lahko ponovno urejamo barvo in obliko črte in tukaj so še zanimive nastavitve, lahko podaljšamo levo linijo, desno linijo in lahko dodamo tudi ozadje. Naprej v tem meniju imamo večkotnik. Lahko ga čisto poljubno narišemo in končamo ga tako, da pač povežemo s prvo narisano točko, lahko pa tudi dvokliknemo in potem povežemo zadnjo točko s ta prvo. Nastavitve niso nič kaj posebnega, urejamo lahko obliko in barvo črte in ozadje. Naprej v tem meniju imamo trikotnik. Trikotnik je tudi zelo uporabno orodje. Večina vzorcev so namreč trikotniki ali pa so sestavljeni iz trikotnikov. Recimo naraščajoči trikotnik, padajoči trikotnik, naraščajoči klin, padajoči klin in podobni. Izrišemo ga enostavno s 3 potezami. In nastavitve so tudi enostavne, kot pri vseh likih, lahko določamo barvo in širino obrobe in pa barvo in prosojnost ozadja. Na to imamo v meniju obračajoči se pravokotnik. Kot že samo ime pove, ta pravokotnik lahko obračamo, s tem, da primemo to srednjo točko na enem koncu in pomikamo. Ali pa če primem tole, pomikamo na drugem koncu. Če pa držim tipko Shift, pa se pri obračanju pomikamo za 45 stopinj. Nastavitve pa ima iste kot vsak lik. Naprej imamo v tem meniju lok. To je podobno kot krivulja, ki smo jo imeli prej, le s tem razliko, da je ne moremo spreminjati levo in desno. Ta krivulja bo vedno ostala pravilna, če lahko tako rečemo. Nastavitve so tudi tukaj iste kot pri ostalih likih. In zadnja v tem meniju je krivulja v obliki črke S. Zelo enostavno se izriše z le 2 potezami, lahko jo naknadno spreminjamo s pomikanjem teh točk in dobimo ven tudi čisto eno drugo obliko.
Pod nastavitvami lahko, kot ponavadi, spreminjamo obliko črte, lahko podaljšamo levo linijo, desno linijo in zanimivo, lahko dodamo tudi ozadje. To je to, kar se tiče tega menija. Poglejmo si zdaj naslednjega in v temu vidimo, da imamo ogromno tekstovnih orodij. Pa začnimo kar pri ta prvem, nič kaj posebnega, običajen tekst. Malček bom to premaknil, da se ga vidi. Tukaj ga vpišemo, zgoraj imamo orodja za spreminjanje oblike in barve. Spodaj pa lahko spreminjamo ozadje, obrobo in polje. Zaenkrat pustimo kar privzete nastavitve, nekaj napišimo. In kliknemo OK. Naslednji v tem meniju je anchored tekst, oziroma prizemljeni tekst, in edina razlika od prejšnjega je, da bo ta ostal na istem mestu. Damo OK. In s tem, ko se bom jaz pomikal po grafu, bo ta ostal pod temi svečkami, ta bo pa ostal vedno na tem mestu, ne glede na to, kako pomikam graf. Torej, ta prejšnji se pomika odvisno z grafom, ta se pa ne. Kaj imamo še naprej? Zapiski. Zapiski si lahko urejamo posebne točke na grafu, ki imajo skriti tekst, ko niso aktivne. Recimo nekaj vpišimo. OK. In ko ni aktivna, se tekst skrije. Ampak tako, ko potujemo pod mapi, vidimo, da imamo eno točko in ko gremo z miško čez, se nam tale tekst prikaže. Pod nastavitvami lahko spreminjamo barvo točke, če želimo drugačno barvo, in pa seveda barvo in obliko teksta in pa polja tudi. Tudi za zapiske imamo tukaj, kot vidimo, dodatno opcijo prizemljenega zapiska, torej zapisek, ki se ne bo premikal glede na gibanje grafa. Torej, če se pomikamo po grafu, bo ta lepo ostal na mestu. Malček pobrišimo in pogledamo, kaj imamo naprej. Znak. Znak ali signalni znak je tudi kar uporabno orodje, saj si z njim lahko delamo zapiske na svečkah. Če ga izberemo, pa si izberem to pozicijo tukaj in nekaj napišemo. In imamo naš znak. To je super, naprimer, če vidimo, kje je kakšno engulfing svečko in si s tem orodjem naredimo zapisek nad ali pod njo. Recimo pod tej. Tako. Pod nastavitvami lahko običajno urejamo tekst. Imamo še stil in tukaj lahko dodamo tudi emoji. To naslednje bo pa super orodje za vse spremljevalce Elona Muska. Na graf lahko namreč dodajamo tudi tweete. Ko kliknem, se mi odpre okenček, v katerega moram nalepiti URL od tweeta. In damo OK in vse ostalo naredi TradingView sam. Tweet poveže s točnim časom in svečko na grafu. Če nam morda pozicija ni všeč, jo lahko spremenimo in tukaj spodaj vidimo, da povezava na svečko ostaja ista oziroma nespremenjena. Lahko povežemo še eno vrsto vsebin in to so ideje na TradingView-ju. Kliknem in prikaže se nam okenček. Pa pojdimo najprej na stran z idejami, da vidimo, kako lahko pridobimo povezavo do ideje. Smo na strani z idejami. Na naslov izbrane ideje kliknemo z desnim gumbkom miške in izberemo Copy Link Address. In to je to, pojdimo nazaj na naš graf.
Na našem grafu z odprtim tem okenčkom pritisnemo na tipkovnici CTRL in V. In tako se prilepi povezava do te ideje. Kliknemo OK in ideja se nam prikaže na grafu povezana s svojim časom objave. Lahko jo pomikam po grafu in kadarkoli kliknem na naslov ideje, se nam prikaže celotna skupaj s celotnim tekstom in komentarji. Pa malček pomaknimo tole nazaj. Naprej v tem meniju imamo različne oblačke. Ta prvi je callout. Ko ga izrišemo in mu določimo tekst, obliko in barve, mu lahko spreminjamo pozicijo s tem, da točka tukaj povezava ostaja ista. In to lahko posebej spreminjamo. Naslednji je čisto običajni oblaček, ki ga v celoti lahko premikamo, in na to še cenovni oblaček. Cena v tem oblačku se spreminja glede na samo pozicijo oblačka. To je super za izpostavljanje kakšnih pomembnih cen, da jih opazimo takoj na grafu. Ceno lahko izpostavimo tudi z naslednjim, to je Price Note. Temu se namreč cena določa glede na izhodišče. Če spreminjam izhodišče, se mu spreminja tudi cena. Če pa premikam samo ta label, se ne spreminja nič. Vsi oblački imajo iste nastavitve, lahko spreminjamo obliko teksta, ozadje in obliko in barvo črte. Pa dajmo spet malček počistiti, kaj še sledi v tem meniju. Sledijo še razne puščice za označevanje ali nakazovanje predvidenih poti. In na koncu imamo še zastavico, morda za označevanje ciljev ali pa pritek pozornosti. Vsem tem elementom lahko spreminjamo le barvo. V naslednjem meniju imamo pa orodja za izris harmoničnih vzorcev. Ti so malce bolj kompleksni in mislim, da si zaslužijo svoj video. Tokrat bom samo provizorično izrisal enega, da si na hitro ogledamo nastavitve. Torej, nastavitve. Poleg obrobe in ozadja imamo še nastavitve za obliko teksta in seveda koordinate, kjer lahko natančneje spreminjamo vsako točko posebej. Pa skočimo naprej nas čaka trikotnik. Ta je malček poseben, ker se nam riše s tem, ko rišemo pot. Če gremo na primer po zadnjem gibanju cene in po njem rišemo točke in poti, vidimo, kako se nam lepo riše in iz trenutnega dogajanja dobimo ven padajoči klin. Tudi temu lahko spreminjamo tekst, obrobo in ozadje in na to še koordinate za vsako točko posebej. Free drives bomo zaenkrat izpustili. Head and Shoulders je vsem zelo dobro znan vzorec, oziroma glava in rame. Imamo posebej orodje prav za to. Izberemo, malček se oddaljimo na grafu, izbrišemo tole in začnimo. Najprej izrišemo levo ramo, nato glavo in nato še provizorično desno ramo. In vidimo, kako ga lepo izriše in izpostavi. Nič kaj posebnega ni pri nastavitvah, isto imamo obrobo, ozadje, tekstovne nastavitve in koordinate za vsako točko posebej.
Naprej v meniju imamo razna Elliott Wave orodja. To si tudi zasluži svoj video. Jaz bom tokrat le provizorično izrisal enega, da pogledamo nastavitve. Pa poglejmo nastavitve. Nič kaj posebnega, torej imamo barvo in obliko črte. Dodatno pa imamo spodaj še označevanja glede na pomembnost oziroma stopnjo. Kot vemo, se en val deli še naprej na manjše in manjše vale. In kot ponavadi imamo še nastavitve za koordinate naših točk. Kaj imamo še naprej? Ciklične linije so tudi zelo uporabno orodje. Recimo, da trgujemo na manjšem časovnem intervalu, dajmo reči enournem. In bi radi malček bolj izpostavili začetek in konec dneva. Torej, izberemo to orodje in kliknemo na začetek enega dneva in na to še na konec. In se nam naprej po grafu izrišejo vertikalne črte, ki označujejo začetek in konec dneva. Pa dajmo še malček spremeniti obliko, da bodo bolj očitne. No. Okay. Imamo še dve podobni orodji, to so časovni cikli. Temule lahko spreminjamo še ozadje. In imamo še sign line, ki pa je odvisna tudi od globine, ki jo določimo. Naprej v naslednjem meniju imamo pa orodja za lažjo predstavo. Prvi dve sta za dolgo in kratko pozicijo. Recimo, če uporabim dolgo pozicijo in želim upoštevati razmerje 1:4. Ta srednja črta je naša pozicija nakupa. Zgoraj imamo mejo, kjer želimo unovčiti dobičke, spodaj pa imamo stop loss. Torej, šli smo v pozicijo tukaj. Tale stop loss bom premaknil na tik malček pod tole mejo, kot smo videli tukaj, najnižja točka. Našo mejo za unovčevanje dobičkov pa bom zdaj višal vse dokler mi tukaj pod risk reward ratio ne izpiše 4. Malček preveč. Evo pa imamo 4. Izračuna nam tudi tarčo, odstotke in razliko, kot vidimo. In če malček pogledamo nazaj, se to tudi natančno ujema s tole mejo tukaj. Vse to lahko tudi natančneje nastavimo pod nastavitvami tukaj, kot tudi barve našega orodja, črte in teksta. Dodatno lahko izberemo, če sploh prikaže cenovni izpis, ali če želimo morda kompaktno različico in če želimo statistiko prikazovati tudi, ko naše orodje ni aktivno. Naslednja na vrsti v tem meniju je napoved, ki je v bistvu zavita puščica. S to puščico lahko grafično predstavimo našo napoved. Ima kar precej barvnih nastavitev za črto, tekst, ozadje, označbe in seveda tudi koordinate. Zanimiva stvar tega orodja je, da nam pokaže tudi, če smo imeli prav ali ne. Če na primer nastavimo na preteklost, vidimo tukaj success, če je prišlo do izpolnitve, ali pa failure, če ni.
Na to imamo še razna meritvena orodja, recimo časovna razdalja, pa cenovna razlika oziroma cenovna razdalja, ali pa kar oboje skupaj, s katerim lahko izmerimo razliko v času in v ceni. Pod nastavitvami lahko tudi tukaj urejamo barve črt, obrobo, ozadje, obliko in barvo teksta in seveda tudi koordinate. Naslednje orodje je precej uporabno vsem, ki delajo tehnične analize na podlagi fraktalov. Recimo, da imamo podobno dogajanje današnjemu že v preteklosti, potem znamo dobiti tudi podoben rezultat. In kar lahko v tem primeru naredimo je, da s tem orodjem Bars Pattern kliknemo in izberemo odsek iz zgodovine, tako da najprej označimo prvo točko in nato drugo točko in naredi se nam dobesedno kopija svečk oziroma dogajanja. In mi lahko zdaj ta fraktal prenesemo v sedanji čas. In nam tako tudi prikaže možnost prihodnjega dogajanja. Pod nastavitvami lahko izbiramo barvo, obliko grafa, lahko spremenimo, da je tudi črtni prikaz, zaenkrat je najboljše kar tole. Celotno zadevo lahko tudi prezrcalimo ali preobrnemo. To. Naprej imamo tudi nekaj podobnega, to je Ghost Fit. To je orodje, ki nam po linijah izriše naključne svečke. To je samo za boljšo predstavitev, nič drugega. Ko želimo zaključiti, samo dvokliknemo. Dodatno lahko urejamo razne nastavitve svečk in tudi njihov stil in barve in prosojnost. V tem meniju zdaj sledi tudi projekcija, ki je tudi bolj kot ne lik. Urejamo mu lahko obrobo in ozadje. In zadnji v tem meniju pa je Fixed Range Volume Profile. Orodje za trgovanje na podlagi volumna, ki si tudi zasluži svoj video. Zaenkrat si oglejmo le nastavitve. Tukaj lahko urejamo velikost vrstic in če prikazuje posebej nakup in prodajo ali vse skupaj. Pod stilom so seveda razne barvne nastavitve, ki jih je kar precej, zato jih ne bomo šli skozi. Pod koordinatami pa seveda koordinate. V naslednjem meniju imamo pa še razne ikone, ki jih lahko dodajamo na graf in jim spreminjamo barve in velikost. In pa tudi obračamo lahko. Pa pobrišimo. Ločeno od vsega imamo tukaj še polje za meritve, ki ga hitreje pokličemo tako, da držimo tipko Shift in kliknemo. In nato povlečemo. In kliknemo ponovno, da zaključimo meritev. Podobno je orodju za merjenje, ki smo ga imeli prej, le da to takoj izgine, ko kliknemo drugje na grafu, tako da je to bolj primerno za kakšne hitre meritve. Naslednje pa imamo orodje, s katerim si lahko približamo del na grafu. Ko približamo, se pojavi podoben gumbek, lupa z minusom, in ko kliknemo, nas to vrne v prejšnji pogled. Nato sledijo še
orodja za pomoč. Kot na primer ta magnetek tukaj. Ta magnetek nam pomaga, da se linije bolj lepijo na svečke. Zdaj je izključen in s klikom ga vključimo. In na to ponovnim klikom spet izključimo. Prek njegovega menija lahko izberemo tudi moč, če hočemo šibek magnet ali močan magnet. Močnejši kot je, bolj nas bo vleklo, kar je seveda tudi logično. Pa probajmo narisati eno linijo z magnetom. Vidite, kako kar povleče k sebi. Če pa damo močnejši magnet, je pa to še močnejše. Z naslednjim orodjem lahko ostanemo v risalnem načinu, če ga vključimo. Kaj to pomeni? To pomeni, da če narišem eno linijo, lahko takoj potem narišem še eno in še eno in še eno. Tako ni treba konstantno klikati in iskati po meniju, da narišem še eno linijo, kar prišpara kar precej na času. Naprej s tem orodjem lahko zaklenemo vse, kar imamo narisano na grafu, tako da se nam nič ne premika, če slučajno zagrabimo kakšno linijo, se to ne bo nič premaknilo po nesreči. In tako se v bistvu lahko premikamo po grafu brez bojazni, da bi karkoli spremenili. Z naslednjim gumbkom pa lahko vse skrijemo, če hočemo morda za moment dobiti čisti pogled. Pa povrnimo vse nazaj. Ostal nam je le še tale košek. Preko menija imamo na izbiro, lahko odstranimo vse, kar imamo narisano na grafu, lahko odstranimo indikatorje, lahko pa odstranimo oboje. Če pa samo kliknemo na njega, odstranimo samo vse, kar je narisano na grafu. Še en mali trikec, lahko si naštimamo tudi priljubljena orodja, da jih ne iščemo skozi po menijih. Torej, samo kliknemo to zvezdico tukaj zraven in prikaže se nam nov meni. Tega lahko po volji premikamo in vsebuje vsa naša priljubljena orodja, če na primer dodam še enega, evo, imamo že dva. Tako da naslednjič, ko bom katero rabil, mi ne rabi iti po meniju, samo kliknem tukaj in izrišem. Če teh orodij slučajno ne rabim več, samo kliknem ponovno na to zvezdico in jih odstrani. In če teh orodij ni, odstrani tudi celoten meni. V naslednjem videu bomo šli že en korak dlje na malček bolj zanimive stvari. In sicer ste se morda spraševali, kako bi vi lahko testirali svoje trgovalne sposobnosti, ne da bi pri tem izgubljali denar. Verjeli ali ne, TradingView to omogoča. In to bomo spoznavali v naslednjem videu. Naj se na tem mestu še zahvalim vsem patronom za podporo temu kanalu. Če morda želite postati eden izmed njih, je povezava na mojo Patreon stran spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za podporo boste pogosteje obveščeni o dogajanju na kriptotrgu in tudi posebne videe, kot je na primer ta, si boste lahko ogledali brez reklam in 2 tedna pred ostalimi na YouTube. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Če imate morda kakšen komentar, vprašanje, kar napišite spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. V naslednjem videu pa, kot sem že omenil, kako lahko testirate svoje trgovalne sposobnosti. Ne bo se ga splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o njem takoj obveščeni. Jaz vam tako želim še lep dan naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.